Lepo pozdravljeni. Bova kar prišla na temo, čas teče. Mogoče bi res že v prejšnjem pogovoru z gospodom Peterletom smo govorili o situaciji Schengena, prehajanje migrantov, nekontrolirano prehajanje migrantov preko meja. Mogoče bi sedaj spregovorili nekaj o sistematičnih in množičnih povojih verskih manjšin, ki jih izvaja ISIS, o težavah na področju varovanja človekovih pravic, to je vendarle vaše področje. Ja. Hvala najprej za povabilo. Praktično vsak dan nas v Evropskem parlamentu, pa ne samo tu pri nas, ampak v vseh institucijah in po celotni Evropi dejansko zaposluje ta migrantska oziroma begunska kriza. Od te rešitve, kako se bodo evropske vlade spopadle, pa je tudi odvisna seveda prihodnost Evropske unije. In s tem je seveda povezano tudi samo vprašanje, kaj se dogaja v Islamski državi, to, kar ste me vprašali. Dejansko imamo na eni strani območja okoli Bližnjega vzhoda, Sirija, kjer divja vojna, Islamska država, kjer se urijo teroristi, da dejansko vse več ljudi beži, ali zaradi vojne, ali zaradi pregona, ali na drugi strani zaradi revščine na evropska tla. Dogaja se nam še vedno, da do 2000 ljudi, prosilcev azila, dnevno vstopa na naše ozemlje, da ukrepi vsi, ki so ta trenutek na mizi, ki so jih sprejeli evropski voditelji, ta trenutek ne delujejo. Tu govorim predvsem o hotspotih, centrih, ki naj bi registrirali priseljence v Evropski uniji, predvsem v Italiji in Grčiji naj bi bilo teh centrov 11. Ta hip med 5 v Grčiji deluje le 1. Dejansko imamo problem, ko ljudje nenadzorovano ali nezakonito vstopajo v Evropsko unijo, ne registriramo jih in tudi ne deluje vračanje ljudi, tistih, ki niso upravičeni do mednarodne zaščite. Po drugi strani so evropske vlade sprejele dogovor, da naj bi te ljudi, ki so že na evropskih tleh, premestili, ker to ne gre za breme ene same države. Pred leti smo govorili o Italiji, potem v Grčiji, Malti, ampak da gre to za neko porazdelitev bremena. Od 160 000 ljudi, ki bi jih morali prerasporediti iz držav, dejansko do zdaj nismo razporedili niti 400 ljudi. To pomeni, da je Evropska unija dejansko padla na solidarnosti, da ne obvladuje migrantske krize in da se čas izteka. Ogrožen je namreč sam Schengen, nekateri pravijo, da je v komi ali da je mrtev, jaz se s tem ne strinjam. Bistveno je, da skušamo iskati rešitve. Ravno ker smo sredi razprave na plenarnem zasedanju z nizozemskim ministrom in z Evropsko komisijo, kjer ne vem kolikokrat že ponavljamo praktično iste stvari. Evropske vlade se morajo zavedati resnosti situacije. Evropske državljane je vedno bolj strah zaradi tega, ker ne obvladujemo migrantske krize. Bi pa želela opozoriti vseeno nekaj. Mi danes govorimo o dobrem 2,5 milijonu beguncev, ki je na evropska tla prišlo lani. In to v Unijo, ki ima 500 milijonov prebivalcev. Ni res, da ni mogoče obvladati te situacije. To so majhne številke, če primerjamo z obdobjem po drugi svetovni vojni. Ampak dejstvo je, da dejansko ni nekega jasnega političnega vodstva znotraj institucij, ki bi uredilo to smer, da se ukrepe začne izvajati. Imamo cel višegrajski blok držav, ki v resnici se zapira vase, vse več je nekih nacionalističnih egoizmov in v takem okolju, ko smo iz ene krize v drugo v zadnjih 6 letih prešli skozi 3 krize, je dejansko iskati težko neko solidarnost in rešitve. Je pa na preizkušnji, bi rekla, celotna prihodnost Evropske unije. No, mogoče bi samo še vprašala, prej sva začela o različnih stališčih strank do tega problema. Vi ste v skupini Naprednega zavezništva in socialistov in gotovo ima vsaka teh strank tudi svojo tako imenovano evropsko rešitev. Kakšna bi bila, kakšne predloge daje vaša stranka, kakšna je ta evropska rešitev tega problema? Ni pravi trenutek, da imamo na tem vprašanju politične skupine
svoje rešitve, ker gre dejansko za eno evropsko rešitev in to je tisti največkrat naš problem. Čuti se seveda v parlamentu, da je desni pol bolj tisti, ki prednostno poudarja varnost, zaščito meja, neko bolj bi rekla zapiranje vase, medtem ko bolj levi pol poudarja predvsem humanitarni obraz, socialno pomoč in tako naprej. Ampak še enkrat, gre za kombinacijo vsega. To ljudje tudi od nas pričakujejo. In tudi pri reševanju migracij je potreben nek zelo celovit pristop. Gre za vrsto področij, vrsto različnih vidikov, katere moramo naslavljati. In kar še nisem omenila, seveda bistveno pa je, da več pozornosti namenimo, kaj je vzrok temu, da ljudje bežijo. Torej vojne, nasilje. V Ženevi poteka te dni konferenca o Siriji. Tudi če najde neko rešitev, se vojna čez noč ne bo končala, bo pa gotovo to pomagalo. Jaz še vedno verjamem, da bomo imeli neke pozitivne zdaj na pomlad rezultate ukrepov, ki so na mizi, ker če jih ne bomo imeli, potem nobena politična rešitev, nobene politične skupine ne bo delovala. Govorim predvsem o tem, kar imamo trenutno delovanje na evropski zunanji meji, registracija ljudi, tistih, ki so upravičeni do mednarodne zaščite, da ostanejo na evropskih tleh, da se jim pomaga in da si države porazdelijo breme. Tisti, ki niso upravičeni, da se jih vrne nazaj, to ta trenutek ne deluje. Potem akcijski načrt s Turčijo. Turčija ima še vedno več kot 2 milijona beguncev v državi, je treba pomagati pri integraciji ljudi in predvsem, da v Evropi spet obudimo solidarnost. Ta žična ograja je vzbudila veliko polemik in v dobi, ki imamo resnično tehnologijo, ki bi lahko omogočala elektronsko kontroliranje meje oziroma veliko drugačnih možnosti, tudi bolj učinkovitih, tudi manj dramatičnih. Zakaj Evropska unija ne poseže po teh možnostih? Tudi ne bom rekla, da sem prepričana, ampak velika verjetnost obstaja, da če bi Evropska unija želela resnično zavarovati svoje meje, potem bi 28 držav članic to uspelo narediti. Imam občutek, da so tukaj v ozadju, imate seveda poglede tudi v druga področja, mogoče kakšne informacije, ki jih pač javnost še ne ve, jih bo izvedela kasneje, računice, korporacije, mednarodne družbe, ki ne želijo Evropo, da prosperira, da ostane močna, morda tudi ne želijo, da se Evropska unija še ohranja naprej v taki obliki. Jaz ne bi šla v to smer, ampak bi najprej glede žičnate ograje povedala le to, da nikoli nisem bila zagovornica in nikoli ne bom, da je to neka rešitev, ki bi na dolgi rok lahko pomagala. Tudi ne vidim prihodnosti Evropske unije v ograjah. Ko je madžarski premijer Orban postavil prvo ograjo, takrat je dejansko le preusmeril val ljudi na druge države. Zdaj lahko si zgradimo zidove in ograje okoli nas, ljudje bodo našli in morda upam, da se ne bo zgodil še kak incident na teh rezalnih ograjah, ki jih imamo. Želim si, da tudi v Sloveniji čim prej te žice ne bi bilo in da bi raje tisti ukrepi, o katerih sem govorila, ustavili kaos na naših zunanjih mejah, ker to so nazadnje izjemne humanitarne katastrofe. Ravno te dni smo dobili poročilo Europola, ki razkriva, da je 10.000 otrok izgubljenih ali v trgovini z organi, s človeškimi življenji, otrok brez spremstva, ki so potovali na tej poti. Tu gre za otroke. In tu moramo ukrepati, ne moramo si zatiskati oči pred trgovino z ljudmi, ki poteka tudi na Sredozemlju, tudi po teh poteh, da dejansko so ljudje, ki so v stiski in to moramo imeti v mislih, ne pa nekih, če bi rekla, raznih teorij zarote, ki so ali niso v ozadju. Dejansko smo Evropejci soodgovorni za marsikatero
krizno žarišče ali na Bližnjem vzhodu ali v Afriki, kjer se bije vojna za vodo. Tako da mislim, da imamo odgovornost, da pomagamo. Ne samo Evropa, ni to evropska kriza, to je svetovni problem.